Zaskrbljeni fant prosi policijo, naj preveri, kako je z njegovim dekletom. Ali je živa? Ne vem. Ne vem. Ampak ali je skrb obupan klic na pomoč ali predstava? Spremeniti. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime, Sam Elizabeth Milner. Tožilci pravijo, da je ta moški vedel, da z njegovo punco ni vse v redu. Še bolj šokantno pa je, da je bil že na prostosti zaradi varščine za drug nasilen zločin, v katerega je bila vpletena ista žrtev. Je 15. maj 2024. Smo v Sandy Springsu v Georgiji, mestu, ki je manj kot 30 minut severno od Atlante. Je malo po 12:30 popoldne, ko policijska uprava Sandy Springs prejme klic, ki ga niso pričakovali. Živijo, tukaj 911, kakšen je naslov za nujni primer? Živijo, Marci, tukaj je Angelika, odjavljam se. I have a gentleman want to turn himself in. Does he want it? Yes, he said he want to turn himself in. Policisti se srečajo z moškim, ki se želi predati. Pravi, da je bil pravkar v fizičnem obračunu s svojo punco in da je izgubil živce. Kako ste, gospod? Kje pa živite? Okay, so building age. Okay. Kaj se je zgodilo? Imela sva prepir, V redu. bil je dober dan in bruhala iz prtljažnika in skočila je name, naredila je napako, ker je ure in ure skakala name in na koncu mi bo počel film. V redu. Ko rečeš, da ti bo počel film, ali je še živa? Ne vem. Ne mi mar. Ko si jo zapustil, da še živa? Bila je v nezavesti, ne vem, ne moram povedati. V redu. Ali živiš? Ali tudi ona živi tukaj? Ja. V redu. Kako je ime? Amber Kelly. Amber Kelly. Je to kaj Eli ali EJ? Selwyn. V redu. Imate kakšne otroke v hiši? Ne. Imate tam kakšne živali? Samo ti in jaz. Tam je pes, velik pes, majhen pes, Velik pes. velik pes. Kaj je this V redu. Kyle, ne bom rekel, da je to nenavadna situacija, ampak te bom prosil za dovoljenje, da vstopim in preverim, ali je z njo vse v redu. Je to nekaj, s čimer se strinjaš? Želim se prepričati, da je z njo vse v redu. Ne vem. Mislim, da z njo ni vse v redu. V redu, šef. Imate pri sebi kakšno orožje? Kar naprej. Vstanite, dajte roke na hrbet. Trenutno ste pridržani. V redu, niste aretirani, dokler ne ugotovimo, kaj se dogaja. Hej, daj mi sekundo, šef. Preveril bom 4600, ja. Ugotovi, za kaj gre. Ja. Zbuja svojo mamo, prav, pa idimo. Moškega so v poročilu o incidentu policije Sandy Springs identificirali kot Mamodi Tombayang. Dodatni policisti pohitijo v stanovanje njegovega dekleta Amber Kelly, da preverijo, ali je vse v redu. A ko so prispeli, je bilo že prepozno. Gospod, v redu? Hvala. Ne, no, ta človek se je predal sam. Hvala. Ja, ta človek se je pravkar predal sam. Zdaj je res nenavadna situacija. So na južni strani. Si tukaj, hočeš priti sem? Pridi sem z mano. Vseeno, stopil bom v stik s tistimi spredaj. On je pri drugem psu. Policija, Sandy Springs! Pred 2 dnevoma Mislim, da je brška misel. Sandy Springs, prosim. Sandy Springs, please!
Sandy Springs Police! Po poročilu o incidentu je ženska ležala na hrbtu na levi strani postelje, ko so policisti odprli vrata spalnice. Policisti so opazili veliko količino krvi na preprogi, pa tudi brizge krvi in krvave odtise rok na steni. Rekli so, da je bila žrtev na otip mrzla in da ni imela utripa. Samo pravim, ne boj se psa. Čeprav moramo še vedno večkrat iti v tisto spalnico. Ne. Is that what? Oh, rather. It's hanging from his arm. Easy, To je ogabno, kaj ne? Ja. Oprosti. Pravi je. Try not to touch too much here. Yeah. Just gonna check her hand. Okay, that's what we did as well. Oh yeah. Še vedno ni hladno. Ni združljivo. Policisti morajo opraviti težko nalogo in sporočiti novico Amberini mami. Ne morem. Ne morem ničesar sprejeti, draga, trenutno. Res ne morem. Bog ve, da ne morem. Samo želim vedeti, da je moja hči v redu. Ne, žal ona ni. Prosim, povejte mi, da z mojo punčko ni nič narobe. Ona je umrla. Bog, ne. O moj Bog. Ne. Fanče. Trenutno to aktivno preiskujemo.
Ambergina mama je popolnoma strta zaradi hčerine smrti, vendar sumi, kdo stoji za tem. Ste našli Mamatija? Ste ga našli in ubili mojo punčko? Seveda. Ne moram verjeti, da se to dogaja. Kako mu je ime? Njegovo ime? O moj bog, mama bo ubila mojega otroka. O moj bog. O moj bog. Otrok. Odprem vrata in odidem. Aha, zato nisem mogla noter. Se je to zgodilo danes, ker sem včeraj ves dan poskušala priti do svoje hčerke. Ne. Gospod, sploh se ne morem premakniti. Tako sem šibka. Zdaj sem res šibka. Tako sem šibka. Ne živim tukaj. Uprava me je poklicala, ker sem njena kontaktna oseba za nujne primere. O, moj otrok. Ne, to se ne more dogajati. Ne! Bog, ne, to se ne more dogajati. To se ne more dogajati. To je prijazna oseba, ki sem jo izgubila v svoji družini. To je moj otrok. To je moj otrok. O, moj bog. O, moj bog. O, moj bog. Candace, nekdo, prosim, potrebujem nekoga. Oprosti. A lahko gremo na drugo mesto? Ne. Pojdimo naprej, prav? O, Gospod. Bog, moj otrok. Moj otrok, moj otrok. Moja mamica je odpeljala mojega otroka stran od tukaj. O, moj bog. Jason! Oh. Jason! No idea. Prosim, vzemi to, Candice. O, moj bog, prej je ni bilo tukaj. Ona ni ubila mojega otroka. O, bog, o, bog. O, Candice, prosim, bodi iskrena. Sara, pridi sem, prosim. Ne morem voziti, ne morem ničesar narediti. Ne morem verjeti. O, moj bog. O, moj bog. O, moj otrok. O, moj otrok. Po besedah namestnice okrožne tožilke okrožja Fulton je imela Amber več kot 25 različnih poškodb zaradi tope sile po telesu. Pretepena je bila do smrti. In njeno telo naj bi bilo tam že od prejšnjega dne. V bistvu ste rekli, da je ta oseba pustila sporočilo, Amber Kelly, v bistvu je pazila na hišne ljubljenčke in je bila očitno prijazna glede Elijah, naj jo pokličejo, če bo preglasno in podobno. Točno tako, ja. In rekli ste, da je bilo to sporočilo puščeno pred približno 2 tednoma. Bomo rekli. Ja, rekla bi največ 2 tedna, mogoče najmanj teden in pol. Ampak v resnici nismo slišali Elijah. Mislim, mogoče enkrat ali dvakrat, ko je bil šel mimo in delal hrup, ampak to sploh ni bilo moteče. Trenutno, ali veš, kako izgleda Amber Kelly? Ne vem. Ne veš, verjam. Ste kdaj slišali kakršenkoli hrup, prepije, karkoli iz stanovanja gospodične Kelly? Ne iz sosednjega stanovanja, kolikor vemo. Ja, samo sem pod stresom, kar se tiče tega, kar slišimo v tem stanovanju, slišimo sosede nad nami, ker imajo, predvidevamo, otroke in so zelo glasni. In vsakeč, ko predvajajo glasbo, jo slišimo. Slišimo tudi na drugi strani, ko ljudje hodijo noter in ven skozi tista vrata, še posebej po noči, ko je tiho. Ampak nikoli nismo ničesar slišali z tiste strani našega stanovanja, razen predvidevam stene, ki si jo delimo z Amber. Razumem. Niste slišali ničesar zaskrbljujočega. V redu.
Poglejmo. Opomba. Moram reči, da to stanovanje ni bilo najbolj prijetno za naju. Moj zaročenec, ki tudi živi tukaj, njegovo ime je Austin Reker. Njegov avto so ukradli iz garaže novembra lani. Zunaj je veliko pasih iztrebkov, ki jih nihče nikoli ne pobere, uprava pa glede tega ne naredi ničesar. In je veliko hrupa, ljudje pogosto prihajajo in odhajajo skozi tista vrata tik ob našem stanovanju, tudi pozno po noči. In pred nekaj nočmi bi rekla, mogoče? Sredi prejšnjega tedna je zunaj avto glasno in vztrajno trobil približno 20 minut. Tako da, vem. To so nadležne stvari, ampak nikoli nisem pomislila, da bi bilo kaj zaskrbljujočega, veš? No, na srečo je najemnina tukaj precej poceni. Relativno. Mislim, da se norčuješ iz mene, človek. Pa začnimo. Mi daš trenutek, da vidim, če lahko najdem sliko. To je pomembno. Samo želim videti, če prepoznaš mlado damo. Daj mi sekundo, takoj se vrnem. In mene bo brigalo. Ja. Zveni dobro, hvala. Imamo njeno sliko, si jo kdaj imel? Imaš eno? Ne, nobene dobre. Nobene dobre. Ne, samo pravim, da je soseda pustila sporočilo. Ampak v zadnjem tednu in pol samo vljudnostno sporočilo, da je njena hči pazila na psa. Ko smo že pri psu. Ojaj. Poglej tega tipa. Ja. Zdi se, kot da je tam veliko več. V vsakem primeru hotel sem ji pokazati. Samo preverila bo, če jo prepozna. Oprosti, če ni ničesar slišala. Veš, pripeljal jo bom nazaj. Tožilci pravijo, da je imel fant Amber, mama Dee, v času njenega umora odprta 2 primera družinskega nasilja zaradi napada nanjo. Detektivi so se pogovarjali še z Amberino mamo in sestro. In to piše v zapisniku o dogodku. Poročala je, da sta bila večkrat skupaj in narazen od leta 2021. Vprašala sem jo, ali je bilo v preteklosti kaj primerov družinskega nasilja med gospodom Tombadžangom in njeno hčerko. Gospodična Kelly je pojasnila, da je pred 2 letoma julija njeno sestro v Norcrossu v Georgiji gospod Tombadžang onesvestil. Pojasnila je, da je zaradi tega incidenta pustil razbito ustnico in zlomljen nos. Poročala je, da je bila razbita ustnica tako huda, da so bile vidne dlesni. Vendar je gospodična Kelly povedala, da je njena sestra začela ponovno govoriti z njim, ko je bil še vedno v zaporu, in sta se na koncu spet pobotala. Gospodična Herndon je poročala, da je gospod Tombajang iz druge države in ni državljan, ter da uporablja bratovo ime namesto svojega. Poročala je tudi, da je uporabil bratovo ime za policijsko poročilo v Norcrossu pred 2 letoma. Gospodična Kelly je povedala, da gospod Tombadžang izhaja iz Gane. Gospodična Herndon je omenila tudi drug incident, kjer je gospod Tombajang njeno hčerko onesvestil, medtem ko so bili v avtu. Po poročanju televizijske postaje WSB TV je bila mama Dee v času umora dejansko na prostosti ob plačilu varščine. Kavo si? JP Morgan, želiš vodo ali kavo? Takoj bom pri tebi. Uveljavlja svoje pravice. Imaš to? Že imaš to? To bom snel s tabo prav. Alright, just have a seat right there.
Samo sedi se, prav? Ali potrebuješ vodo ali kaj drugega? Mamadi Tombadžang je bila aretirana in obtožena umora z naklepom in hudega napada. 14. marca 2026, 2 leti po Amberinem umoru, je bila Mamadi spoznana za krivo vseh obtožb. Mamadi Tombadžang je bila obsojena na dosmrtni zapor z možnostjo pogojnega izpusta po 50 letih. Spletni zapisi kažejo, da kazen prestaja v okviru oddelka za popravne zavode v Georgiji. Hvala, da ste poslušali to epizodo Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo spet v ponedeljek z novim primerom.